Imam eno, ki je na tleh, prekrita je s krvjo. Grozen prizor v domu mladoporočencev. Kaos, saj je njen šef tisti, ki jo poskuša rešiti. Pojdite ven, gospod, prosim, živa je, želi mi pomagati, jo oživiti, zdaj! Ampak kje je njen novi mož? In kaj se zgodi, ko ga policija zasliši? Sem Anjanette Levy in to je Crime Fix. Tiffany Scarborough je bila čudovita 25-letna ženska. Bila je medicinska sestra, ki so jo sodelavci oboževali. Še pomembneje pa je, da je bila hči in mati majhnega sina. Žal je življenje vzel moški, ki jo obljubil, da jo bo ljubil, cenil in varoval. Bil je 29. junij 2021. Tiffany se ni pojavila v službi. In njeni sodelavci so vedeli, da je nekaj narobe. Zato so odšli do doma, ki ga je delila s svojim novim možem, Benom Whittakerjem v Dublinu v Georgiji. Ona je naša, delamo z njo in ni prišla v službo. Prav tako tudi njen mož ne. In njegovega vozila ni tukaj. To ni ona, ali to ni, tam je Jim. Nared. Steklo je razbito. Ne vemo, njegova mama je rekla nekaj o strelu ali nekaj takega tam čez. Ne vem. Kdaj je bilo to? Ne vemo, mislim, da je lahko ugotovila po oknu. Ne vemo, dr. Chisholm. Steklo je... Počakajte. Poskušam ugotoviti, kdo naj bi bil tukaj sinoči. To poskušam ugotoviti. Tiffany in Ben, gremo! Zdaj bomo vstopili. Katero steklo je razbito? Zadnje. V redu. Benov avto ni tukaj. Jezus Kristus. Čigava je ta hiša? Just so Ben! Ben je Tiffany. Mislim, da imamo tukaj strel iz pištole. Vzemi. Kaj? Vidiš tisto tam? Kristus, hej! Vsi se umaknite. Kaj je, bra? Kdo vse živi tukaj, doktor? Ben in Tiffany Whittaker! Tukaj je trgovina z orožjem! Zdi se mi, da je to strelna rana, tako mislim. Kar je rekla njegova mama. Radio, a smo imeli tukaj sinoči strele? Naj. Preverim. V redu, gremo noter. Vsi pojte nazaj na cesto. Radio, imam mrtvega radio. Živijo, dober. Lečil, kje ste? Na Penn Avenue, blizu Stonewalla. Vsi nazaj, pridite nazaj. Jaz sem oče. Pojdite na cesto, kdo bo vaš? Oprosti. Jaz sem Benov oče. Ni bilo na tleh. Pravim samo, pridite nazaj. Ne vračajte se, 17, prav. Sedemnajst, ne moram priti noter, vrata so zaklenjena, ampak vidim enega na tleh. Zdaj, to je zelo resna situacija in policija se tega zaveda. Poklicani so bili v hišo, kjer se mož in žena nista pojavila v službi. In v steku zadnjih vrat je luknja od krogle. Čas je ključen. Nekdo znotraj je morda poškodovan ali še huje. Scott, pojdi naprej in namesti trak spredaj, drži jih zunaj. Najprej hočem posnetke. Tukaj bom zadnjo noč, prvi bom udaren, gospod. Pravim vam, da zapustite prizorišče zločina, gospod. Pravim vam. Pravim vam, da pejte ven. Pravim vam, da pejte ven. Mi bomo to uredili. Pejte ven, gospod. Prosim. Živa je, hoče mi pomagati, jo oživiti, zdaj, to. Sam bom stopil nazaj. Sam pejt noter, če je živa vse. Počakaj, grem. Pejt noter. Samo bom stopil nazaj. Samo pejt noter. Če je živa, bom počakal. Pojdi noter, prekletstvo! 17, ali lahko vstopim skozi sprednja vrata?
Zadnja vrata so tam, kjer bomo imeli dokaze. Prekletstvo. Kaj imaš? Ne pustijo mi. Kdo ti ne pusti? Nadzornik mi ne dovoli vstopiti. Nadzornik. Moj nadzornik. Tim Chapman. Pokliči Tima Chapmana. Nadzornik bo tukaj v trenutku, gospod. Oprostite, gospod. Ne heđam se. Mem, da si brat, oprosti. Res mi je žal. Moja žena je umrla prejšnji teden. Zdaj. Jim. Vprašajo, kdaj ne bi se ta strel zgodil. Kdaj je to bilo? Ne vemo. Ne vedo, preprosto se niso pojavili na delu. Niste pojavljali na delu, zato sem prišla tja prej. In sploh nisem, samo dovolj blizu sem pogledala. Kot da bi na tleh nekaj ležalo, gospod. V redu. Kako so vedeli za strel? Ker je ona to povedala. Ti, ne. Ko sem prišel, so omenili nekaj o strelu prejšnjo noč. V oknu je luknja od krogle. Torej je prišla ven in to videla, če prav razumem. Danes zjutraj. Samo nekaj minut. V redu. Živja, tukaj je Katarina. Živja, pravkar je bila tu, tamle na ulici. Ne vem, če njihove kamere še vedno delujejo. Tako izgledajo kamere. Živijo. Hvala. Sledi še vedno delujejo. Imeli smo in. Imajo kamere, vlomili so nek poštni nabiralnik in to so naredili kot 4:15. 4 ladje in zadnje signalne ladje in to je samo dvojno. Ni signala. Šel sem do glavnega predsednika in mi da je zdaj poslal dvojno. Prijo naprej in ga vprašajo, kako je. Niso spet rekli, desna številka 18. Oni so rekli, spet. Desna številka 17 je grozila pri ubijanju. Tiffany Gini sodelavci so panični. Želijo ji poskusiti rešiti življenje. Kje je varnostna sponka? So na podi. A ti ne morejo dati dovoljenja, da greš noter? In če živajo, živimo! Ne moreš tega narediti! Mislim, no, hudiča. No, to sem vprašal, če lahko grem noter skozi sprednji vhod. Rekli so mi, da je zdravnik tukaj in naj jo oživim, če je živa. Kdo ti je rekel, da ne smeš iti noter? Brooks, rekel sem mu, da bom vstopil skozi sprednji vhod, ker je ona zadaj. Hej, pravkar nas boš izključila. Kdo je tam? Povej jim, da ne smejo noter, ampak imamo tukaj zdravnika in imamo ekipo tukaj, da jo lahko oživijo. Rekel je, da se zdi, da je bila morda ustreljena. Lahko gremo v hišo. Ko imaš? Noter policiste z orožjem. No, eno stvar morava narediti, Jim, morava jo očistiti. Rekla je, ja. Moramo iti skozi sprednji vhod, Taniša, in jo pregledati. Ali diha? Meni ne zgleda tako. Zdi se mi, da se je to že zgodilo. Je še kdo tukaj, noter? Ne moram povedati. Ničesar ne vidiš. Le njo komaj razločiš na tleh. Nočemo, da pride še kdo drug v hišo. G. Imamo enega pri zadnjih vratih. V hiši se ne vidi velik. Ena je na tleh. Prekrita je s krvjo. Ne morem se spomniti nobene. Leži neposredno pri zadnjih vratih. Imam dokaze pri zadnjih vratih. A lahko gremo skozi sprednja vrata in pregledamo hišo? Ja. Ja, v redu. Zaprto je zapahom, kaj pa? Zadnja vrata. Kam so vsi tvoji dokazi? Imaš kakšen list papirja? V redu. Daž, no. Je to zgoraj ali spodaj? Ne bi ti znal povedati. To ne deluje. Brate, policijska postaja.
Dvojni PD. Ne, tukaj je veriga. V redu, to bom prepustila njim. Morda bom. V redu, poglejmo. Če lahko. Zemi. Border bomb. Lahko pretrgam to verigo. Brcnu te bom. Oddelek. Dvojni P. Prozum. Ne bodi. Newman. Tukaj zadaj je jasno, Taniša. Pridi nazaj sem. Prosim, javi se nazaj. Je takoj na drugi strani. Policija, ne bodi neumen. Prav, umaknila se bom. Prav. Kar naprej. Vzemi avto nazaj. Ne bodi tisti. Vzemi avto nazaj. Vzemi ga. Vzem avto nazaj. Prosim, jaz. Imam to. V redu, kar nadaljuj. Sem Davel, imam roko. Policija. Davel. Policija! V redu sem. Vsi, ne trepetajte. In korak nazaj. Preveri. Si preverila tisto omaro tam? Tukaj, tam. V redu si. Enega imam. Ne morem. Dej ga sem. Pri meni je čisto. V hiši so policisti našli Tiffany Scarborough. Bila je Avstralijana in ležala je na kuhinjskih tleh. Vprašanje je bilo, kje je bil njen mož, s katerim je bila poročena 2 meseca, Benjamin Whittaker, ki je bil prav tako zdravstveni tehnik. Jim, kako mu je ime? Ken. Ben, ja, to je tipov okulist. Ja, mrtev je, kot sem mislil. Whittaker. Tip, ki živi tukaj. To je hiša njegove matere, kaj ne? To je mati moje žene. Pravijo, da je tista gospa, njen sin, živi zraven, kaj ne? Moj sin in njen sin, Ben Whittaker. In Tiffany, torej bo Ben tvoj sin? Da. Potrebovali bomo nekaj informacij o Benu. Ali jih imate? Ja. Kdaj ste včeraj nazadnje videli Bena? Nisem ga videl. Ga včeraj sploh nisi videl? Tudi jaz ga nisem videl. Danes ga nisem uspel kontaktirati, nič. Ali zvoni, ali gre na telefonski predal, ali... Ali samo pravi, da ni na voljo. Izklopljenje. Poprosti za to, brat. Če lahko, boš ostal z mano. Vem, da boš kmalu postal. 14 ur. Preden končava. Ne vem, kdo je ta gospa, ampak povem vam, da je v zdravstveni uniformi. Takih, kot jih nosijo v ambulanti. Tako kot vi, bo tudi ona vaša žrtev. Ne vem, kdo je. Tako da ne vem. Vem samo, da je videti kot svetlolasa ženska. Kdo bo to? Tiffany, žena mojega sina. Kako dolgo ste že poročena? Približno 2 meseca. Kako dolgo že živita skupaj? Verjetno 1 leto. Živita tam skupaj že 1 leto. Sčasoma dublinska policija ujame Bena Whittakerja. Kako si? Si vedel? Si ti Ben? Ja.
V redu, pusti da vidim, če lahko to hitro spravim ven. Kaj pa si ti tlej, Ben? 15. 23, 22. Kako dolgo že nosiš očala? Odkar sem v 7. razredu. 7. razred. Zdaj ne morem več izvleči ključa. Ko snamejo lisice, se lahko detektivi in Ben Whittaker lotijo dela. Samo usedem se tukaj. Moje ime je John Knight. Ta je Don Rose. Sodelujeva z Dublinsko policijo. Danes popoldne morava govoriti z vami. Vam je v redu, če se pogovorimo? No, kar povej. Oprostite? Ne močim. V redu, na to uho sem druh. V redu. In na to uho komaj kaj slišim, zato boste morali govoriti glasneje. Oprostite, tega ne bom rezal. Imaš suha usta, potrebuješ malo vode? Ne. Bi to pomagalo? Halo, pri tej šalmi temperaturi tukaj? Ampak to je kar dobro. Oh, ne morem. Tako, zvoni. Ha. Ni zakaj. Zame si mrtev. Ja. Hej, vsi skupaj. Delo je na mojih očeh prej in mi priskrbel očala. In očala, ki mi jih je priskrbel, so imela tako tanko nitko kot ribiška vrvica. Plačal sem približno $600 za ta očala. Imela so prešibko nitko, podobno ribiški vrvici, in ta se je zlomila. Barno. In jih nisem vrnil nazaj. Ampak preden začnemo govoriti, vam moram prebrati vaše Mirandine pravice. Ste že kdaj slišali za svoje Mirandine pravice? Da, gospod. V redu. Vam lahko preberem vaše pravice? V redu. Imate pravico molčati. Ali to razumete? Razumem. Vse, kar rečete, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Ali to razumete? S tem? Imate pravico govoriti z odvetnikom in ga imeti prisotnega med zaslišanjem. Ali to razumete? Ne. Če si ne morete privoščiti odvetnika, vam bo eden dodeljen, da vas zastopa pred kakršnimkoli zaslišanjem, če to želite. Ali to razumete? Ha. V redu? Kadarkoli se lahko odločite uveljavljati te pravice, ne da bi odgovorili na kakršnakoli vprašanja ali dali kakršnekoli izjave. Ali to razumete? Da, gospod. V redu, tole tukaj je izjava o odpovedi pravicam. Prebral sem zgornjo izjavo o svojih pravicah. Vsako od teh pravic razumem in se jih zavedam, vendar se jim odpovedujem in prostovoljno podajam izjavo. Ali želite govoriti z nami? Ne, govorimo zdaj, prav. Prav. Ben Whittaker hitro razkrije, kje je bil in kaj je počel. Kdo živi s tabo? Jaz opravljam običajno delo in Eli. Oprostite? Jaz, moja žena in Eli, njen sin. Koliko je star? Star je 4 leta. Koliko je stala tvoja žena? 25. In rekel si, da si star 33. Je to Jaoviu Fala? Tista zemlja, na kateri si bil pred kratkim, komu pripada? To je od mojega očeta. To je lepo. Je. A ti uspe to narediti? Pripravljen sem, tam noter sem se zmedel. Tukaj sem že dolgo časa. Ja, si se zbudil? Na poti ven. Ja. Kaj si pa tam počel? Kaj sem počel? Hodil sem na hol, pravkar sem prišel gozda. Kdaj si prišel tja? Mislim, da je v ponedeljek ob 8. Ponedeljek zvečer? Ja. Si bil tam ves čas? Mislim, da ja. Ponedeljek zvečer. Veš, da je danes sreda, ne? Torej, mi praviš, da si tja prišel tisti ponedeljek? Mislim, da je to prav. V redu. Zdaj želim, da me pogledaš. Poglej me v oči, ko govorim s tabo tukaj. Ko ti postavljam vprašanja, večinoma že poznam odgovore nanje. V redu. In če hočeva, da bo to potekalo mirno, potem mi moraš povedati resnico. Veš to? Vem, da je v človeški naravi, da lažemo, da se izognemo težavam. V redu. Vem, da nisi prišel tja v ponedeljek zvečer. Sam ne spomnim se. Samo ne spomnim se, je bil dan ali noč, ko si prišel tja. Ponoči. Ponoči. Da. Približno v kateri uri?
Ob pol ali ob 10. Približno ob pol 10 ali 10. V redu. Mislil sem nekje okoli 9:42. Torej si nekje blizu. Dobro ti gre. Kaj te je pripravilo, da si šel tja? V redu je. V redu je. Zelo slaba stvar. Oprosti. Zelo slaba stvar. Zelo slaba stvar. Povej mi o tej zelo slabi stvari, Beth. No, z ženo sva imela v zadnjem času veliko nesoglasij in mi je pripovedovala o tem, da ima slabo stvar. Sva. V bolnišnici sva bila tisto noč in ravno sem začel z novimi antidepresivi jaz. Sem tisti večer spil več pijač. In rekel si več pijač. Alkohol, ja. V redu. Piješ veliko? Ne vsak dan. Prav v redu, včasih, veš kaj spijem, ko sem... Doma. V redu. Torej, spil si več pijač. Nista se najbolje razumela. Prav. Potem, ko je prišla pica, mi povej o tem. In jedel sem za našo klubsko mizico in... Ko smo končali z jedjo, je Julija, veš, vzela s seboj. Dol na moj otok, kjer živite Julija in njen mož. Ben pravi, da je v ponedeljek zvečer Tiffanina mama pobrala njenega 4-letnega sina. Potem sta se Ben in Tiffany sprla. Kaj ste vi pa s Tiffany naredila? Še vedno. Me je igrala, ker sem spil nekaj pijač. Sama. Mislim, da me je prav to, ker sem jo mogoče razburjen, spravilo iz tira. Te je samo nekaj glodalo in te je to spravilo iz tira? Ko rečeš, da te je nekaj spravilo iz tira, ali to pomeni, da te je vznemirilo, razburilo? Kaj si naredil, ko te je to spravilo iz tira? Ne, poskušam se spomniti. Šel sem v svojo spalnico, vzel sem pištolo iz nočne omarice. Okay. Ko ste jo vzeli iz nočne omarice, kaj ste naredili? Šel sem v kuhinjo in jo ustrelil. Šli ste v kuhinjo in jo ustrelili? Kolikokrat ste jo ustrelili? Mislim, da 3-krat, ampak... Ne vem. V redu, to je bilo težko, ne? Se počutiš bolje, ker si nekomu povedal? Ne. Ne vem, se počutim boljše ali ne. No, zdi se mi kar dobra oseba, ker si na vse, kar sem te vprašal, odgovoril precej natančno. Ko si jo ustrelil, misliš, da si jo ustrelil mogoče 3-krat? V redu. Kaj si naredil pa? Jaz sem zapravil nekaj časa. Veš, moral sem na stranišče in imel sem nekaj naključnih stvari v torbi dol, v tornjaku. In... Preprosto sem se odpeljal tja. In vedel sem, da ne bom tam.
Ben Whittaker je pravkar priznal, da je ubil svojo ženo, s katero je bil poročen 2 meseca, Tiffany Scarborough, ker ga je grajala zaradi njegovega pitja. Razkrije še več podrobnosti. Šel si na parkirišče za tovornjake Lee Edwards? Ja, uporabil sem GPS na tovornjaku. Oprostite? Uporabil sem GPS na tovornjaku, ampak... Da te najdem. Iskreno, okrožje Lawrence te je našel. Ne morem ti povedati kako. Ti, mi, pogovarjali smo se s tvojim očetom in povedal nam je, da veš, da imaš tam zvaraj zemljišče. Da ne hodiš tja pogosto. Ampak ti je bilo všeč. Kaj si naredil s pištolo, s katero si streljal? Je v enem od tistih kovčkov. Je v enem od kovčkov? To sta samo 2 črna kovčka na zadnjem delu tovornjaka. In mislim, da je v enem izmed njih... Prav te motali je, v redu. Ste imeli v tovornjaku še kakšno orožje s seboj? Povedal sem eni osebi, ampak jaz... Nekaj sem si dal v oči, zbral sem to in dal v enega od kovčkov. In imel sem, tam je HK10, kalibra 40, ja. Na levem sedežu, na soznikovem sedežu in AR-15 je bil zadaj v tovornjaku. AR-15. Versus? Zadaj v zaboju za orodje. V zaboju za orodje, v redu. Ja. Nazaj. Si. To je vse orožje, ki ga imaš. To je AR-15 HK, 9, ti rekel si mogoče kovček. Sam neki nožo je tam noter. V redu. In en velik magnum kalibra 45. Moral sem, veliko si nakupoval tam spodaj. Ali imaš še kakšne druge stvari? Imam, v redu. Torej, ali nosiš ista oblačila, kot si jih nosila takrat, ko si streljala? V redu. V redu. Kje so ta oblačila? Mislim, da so na hodniku v stavbi, kjer sem bil, sem se včeraj po noči spotaknil in zdrsnil. V redu. Kakšna so bila, kaj si nosila? Modre kavbojke. Mislim, da je bila nekako oranžno-roza majica, brez rokavov, z gumbom na njej. V redu. In... Ne spomnim se, ali sem imel bute čevlje ali ne. Kraj, kjer pravite, da ste se sinoči spotaknili, je bil blizu vašega tovornjaka? Ja, približno 50 yardov stran. V redu. Torej, v bližini, kjer smo našli vaš tovornjak, bodo tudi vaša oblačila. V redu. In velikrat ljudje, če imajo tesnega prijatelja ali sorodnika, s katerim so si blizu, pokličejo in razložijo, kaj se je zgodilo, da bi dobili pomoč. Ste koga poklicali in mu povedali, kaj se je zgodilo? Ne. Ste komu poslali sporočilo in mu povedali? Ne, v redu. Ste se potem okopali ali kaj podobnega? Ne, gospa, ne. Ne, deževalo je. Torej, vi predvidevam, ker ste bili v tisti mali lopi, ste se poskušali obrisati, ste imeli kaj krvi na sebi ali kaj podobnega? Mislim, da ne. Prerezal sem si prst, ko sem poskušal priti ven iz zaboja za orodje, ampak mislim, da nisem poškodovan. Ben Whittaker je hitro in brez oklevanja priznal, da je ubil Tiffanyjo, vendar imajo detektivi še več vprašanj. V redu. Torej, orožje 9 mm, ali si 9 mm orožje obrisal s čim, s kakšno krpo, ali si ga samo dal tja noter? Ali se spomniš, koliko nabojev drži nabojnik, ki je bil v 9 mm orožju? Verjetno sem imel 12 ali 13, je tako. Verjetno veliko. Torej 12 ali 13 nabojev v njem. Lahko, da se motim.
Nisem tega nameraval. Včasih ljudje zamenjajo nabojnik in ustrelijo nekajkrat, pa ne vejo, koliko nabojev je noter. Si vzela nabojnik iz pištole po strelu ali je še vedno isti nabojnik v 9? Mislim, da je isti. V redu. Sem tako rekla si, da si pila. In je bilo več, kot običajno piješ, ali pa veliko ljudi gre popoldne domov in si natoči pijačo, je bilo več, kot običajno piješ. Verjetno. V redu. Torej, ali bi šla nekam po alkohol ali si ga imela doma? Pri sebi. Imela si nekaj tega. Torej, kaj si pila? Na sinoči sem spil par gin tonikov. Poznam vas, rekle, da ste vsi tečnarili. Ali pa je ona tečnarila, da imate malo težavo. Kdaj si ti? Ali si to nameravala narediti, ali je bilo to, ko si šla v spalnico po telefonu? Ne, nisem tega načrtovala. Bilo je impulzivno. Bilo je impulzivno, v redu. Si ji kaj povedala pred streljanjem ali? Sem ji povedal, malo dlje sva se pogovarjala. Drugo vprašanje je, ali je stala, ko ste jo ustrelili, ali je sedela? Ali pa je ležala? Stala je. Torej, ko je stala in si jo ustrelil, Somjan Stefani. Ali je padla na tla in si še naprej streljal, ali si vse izstrelil, ko je še stala? Vse sem izstrelil, ko je stala. Vse, ko je stala? Niti enkrat, ko je ležala. V redu, je stala, ne moram se spomniti. V nekem trenutku, ampak ne vem, a se je obrnila ali ne. V redu, jaz sem... Ničesar nisem zamudila. Si, ko si zapustila hišo, si zaklenila vrata, ko si odšla iz hiše? Samo kljuko na zadnjih vratih sem zaklenila, ko sem odšla. Sprednja vrata sem pustil zaklenjena. V redu. Imam še eno vprašanje. V redu. V redu. Ste že prej streljali v hiši? Seveda. Ste kdaj prej streljali s pištolo v hiši, pred to nočjo? V redu, če smo našli 7 ali 8 tulcev. Ja. Pravite, da ste jo ustrelili 3-krat, mi pa smo našli, mislim, da 8 tulcev. Napustite, da pogledam. 7 tulcev. Nisem se spomnil, mislim, da ne. Se nisi spomnil, v redu. To je vse, kar imam. Za trenutek bom stopila ven, samo za trenutek, potem pa se bom vrnila. V redu, in? Ne poskušam ti lagati, nisem se dobro spomnil. Ko se razjezimo, veš, včasih ne razmislimo. Veš, in naj ti povem, da ne. Ne sedimo tukaj in te ne obsojamo. V redu. Ali potrebuješ rešilca ali karkoli, da te pregleda? Si kakorkoli poškodovan? V redu sem, nimam nobenih poškodb. V redu. Dan mi was ik al zo snel zo wijs. Morda ne bom ostal tukaj. Ne vem, kako dolgo bom odsoten. Verjetno se boš vrnil v okrožje Lorenz. V redu. Bomo... O tem bomo govorili čez minuto. Z njimi bom govoril tam zunaj. Nočem ti reči, da boš ostal tukaj, potem pa greš v okrožje Lorenz. In nočem reči, da greš v okrožje Lorenz, pa ostaneš tukaj. Bom tako iskren s tabo, kot si bil ti z mano, in ne veš, koliko mi to pomeni. Sem tu. To počnem že več kot 30 let. In lahko preštejem na prste ene roke, koliko ljudi je bilo resnično iskrenih kot ti. In povem jim isto, kot sem povedal tebi. Imaš kaj drugega? Mislim, da... Ali ti je to pomembno?
Želim nekaj suhega. Želim nekaj suhega oblačila. Kako so se tvoja zmočila? Je danes deževalo? Prečkal sem potok. Brodil sem po potoku. Nisem nameraval zmočiti, ampak mi je spodrsnilo, zato sem šel kar noter in se zmočil. V redu. A veš, verjetno boš aretiran. No, ne verjetno, zagotovo boš. Ona te bo aretirala. Veš to? Oprostite. Lahko postavim vprašanje? Seveda. Vedo. Ne vem, kje ste, nisem vas hotela motiti. Torej, ko ste zapustili svojo hišo po streljanju in šli na, kako že pravite, kmetijo, ali pa nisem prepričana, kako vi imenujete to posejstvo. Vaša lovska posejstva ali karkoli že. Kaj te je pripravilo do tega, da si šla tja? Ne vem, jaz. Mislim, sam bežal sem bežal sem iz druge zvezne države. Tega ne vem, ničesar. V redu je, v redu je. Vsak ima kraj, kamor gre. Povedal sem mu, katere obtožbe ga bremenijo. Ali imate kaj, kar bi nas želeli vprašati? Ali želite koga poklicati? Mislim, da ne. Ali so v Denverju odvetniki za kazensko pravo? Oprosti. Ali so v Denverju kazenski odvetniki? So. Ne vem, ne spomnim se, kdo bi to bil. Ne morem vam povedati, kdo so. Mislim, imamo pa kazenske odvetnike v Denverju. Ja. Ben Whittaker bi bil obtožen in kasneje pridržan zaradi umora Tiffany. Vendar pa je še ena stvar. Detektivi želijo Benji vzeti bris z rok za sledi smodnika, čeprav je vse priznal. Fant. Slišim te. Jaz imam. Potim še do smrti. Res samo. Poslušaj, ne bodi živčen, ker si natikam te rokavice, prav? Morda si jih sploh ne bom uspel natakniti. Moje roke so mokre in potne. In ta test sploh ne boli, prav? Ni. Zbadanja ali česa podobnega. Ne morem doseči, tako zdaj, nikoli ne bi. Uspel kot zdravnik. Tesno jih naredi trde, moje telo pa vroče. Snoj, koncenti. Ja, to je to. Si medicinska sestra? Si? Poznaš seta? Si medicinska sestra? Si? Poznaš seta? Ta fant rad igra mojega sina. Poznaš njegovo mamo? Počakaj, morda bo tako šlo. V redu? V redu. Če lahko premaknete svoj stol sem in mi dovolite, da vam primem levo roko. Prosim, gospod. Držim vas. Tako. Kar bom naredil je, da vzamem ta pokrovček
In samo, vas to kaj boli? To je. V redu. V redu, naj ogledam še vse med prsti. In si levičar ali desničar? Desničar. Streljaš z desno roko? Ja, veš. Ne, včasih verjetno uporabim desno roko toporo kot desničar. Oprostite? Verjetno uporabljam to roko kot oporo. Ja. Večina ljudi to počne. Tvoj oče mi je povedal, da si precej spreten z orožjem. Si res dober z njimi. Ko si lovil jelene, na kakšni največji razdalji si kdaj ustrelil? Verjetno kakšnih 200 metrov nekajkrat. V redu, zdaj bom isto naredil še na tvoji desni roki, prav? V redu, obrnijo zame. Pojdi čisto do konca noter. Tvoje roke so mrzle, človek. Vseeno grem ven. Kako si? Ja. Torej, potrebuješ nekaj suhih oblačil. Ben Whittaker je bil obsojen za umor Tiffany Scarborough po drugem sojenju. Porota na njegovem prvem sojenju se dejansko ni mogla odločiti, kljub Benovemu priznanju. Za umor Tiffany je bil obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Po umoru Tiffany je njena družina v njen spomin ustanovila fundacijo Tiffany Jade. To je program za pomoč skupnosti, namenjeno zaveščanju o toksičnih odnosih, zdravju in varnosti žensk. Povezavo do Facebook strani te fundacije smo dodali v opis. In to je vse za to epizodo CrimeFix. Sem Anjanette Levy. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.